Tokrat v občinskem informatorju, mariborski svetniki na seji o proračunu in dvigu cen vrtcev. Le še 100 dni do zaprtja mariborskega letališča, civilna iniciativa protestirala na Ormoški cesti na Ptuju. V Hočah ekodan ni zaman. 210 študentov častilo pol litra krvi. Gasilci pripravili dobrodelni koncert na pomoč. Mariborski futsalisti premagali Litijane. Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjo sejo mestnega sveta mestne občine Maribor je župan Saša Arsenovič predstavil načrt za mestni proračun, v katerem je predvidel še dodatno zadolževanje za letošnje in prihodnje leto. Kot je povedal, se bo mestna občina Maribor zadolžila za 5,3 milijone evrov, medtem ko bo iz evropskih sredstev dobila 24 milijonov evrov. Mariborski mestni svetniki bodo jutri opravili drugo branje dveletnega proračuna mestne občine Maribor za letošnje in prihodnje leto. Kot je danes pojasnil mariborski župan, se bo mestna občina Maribor zadolžila za 5,3 milijone evrov, medtem ko bo iz evropskih sredstev počrpala za 24 milijonov evrov. Tako velike priložnosti ne bo vsaj do leta 2024 v novi finančni perspektivi in to je velik izziv za vse nas in velika priložnost, da zamujeno delo zdaj opravimo v letu 2019-2020. V okviru tega načrtujejo naslednje projekte. Tu smo mobilnost, elektropolnilnice, Koroška z glavnim trgom, Vojašniški trg, Sodni stolp, muzej, energetske obnove, cona Tezno, Streliška, Cafova, promenada v parku. Ostale vložke pa pokriva investicijsko vzdrževanje. Šole, vrtci, šola Janka Padežnika, pristan z ostalo investicijsko vzdrževanje na Šomo, vrtec Ivana Glinška, investicijsko vzdrževanje v kulturi in stadion, zahodna tribuna in pričetek del zdravstveni dom. Te investicije so večinoma predvidene v letu 2020 oziroma 2021, prav tako pa tudi odplačevanje in zadolževanje. Glede razdolževanja pa Arsenovič, da bodo čez 3 leta na boljšem kot danes. Torej, dolg na dan občine na dan 31.12.2021 bo 39 milijonov, danes je skoraj 41. Povečali so tudi izdatke za kulturo, socialo, gasilce. Razlika med prvim in drugim branjem je tudi v dinamiki odplačevanja nekaterih kreditov glede na časovnice gradnje, še pravi Arsenovič. Mislili pa smo tudi na Gregorčičevo. Tam je priložnost črpanja sredstev iz ekosklada in v letošnjem letu bomo to projektirali. Dodatna sredstva so za vodenje katastra, dodatna sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev Partizanske ceste, za kanalizacijo Razvanje. Pri tem, če smo že pri kanalizaciji, smo končno po ne vem kolikem času uspeli dobiti pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor glede aglomeracij, tako da 5 milijonov črpanja evropskih sredstev tudi na tem delu ni več vprašljivih. Urejajo pa tudi cesto do Račjega dvora. Med pomembnejšimi spremembami od prve razprave je še izločitev prodaje deleža družbe Farmadent. Med drugim pa bodo mestni svetniki obravnavali tudi povišanje cen mariborskih vrtcev, ki se bodo v povprečju podražili od 5,7 do 6,5%. Ali bodo proračuna za leti 2019 in 2020 sprejeli, pa je odvisno od mestnih svetnikov. Kaj se bo zgodilo z mariborskim letališčem po 16. juliju, ko bo ostalo brez upravljalca? Dosedanji najemnik je januarja letos namreč odpovedal najemno pogodbo. Kitajski najemniki so z letališčem dolžni upravljati 6 mesecev po odpovedi pogodbe, nato letališka infrastruktura preide nazaj v upravljanje državne oziroma na Ministrstvo za infrastrukturo. Čez 100 dni poteče odpovedni rok, nihče pa ne odgovori na vprašanje, kakšna bo usoda letališča po tem času. Ministrstvo za infrastrukturo se namreč ne odziva na apele po ukrepanju in na vprašanje župana občine Hoče - Slivnica, kaj konkretno imajo v načrtih, če sploh. Ne bodo mirno dovolili, da se zaprejo vrata mariborskega letališča, saj je bilo vloženega preveč truda in časa, tudi denarja. Z morebitnim zaprtjem letališča bi ustavili razvoj Podravja, posledično zvišali tudi brezposelnost v regiji. Država pa bi izgubila tudi 19 milijonov evrov, ki so bili porabljeni za obnovo letališke infrastrukture. Apel je čisto enostaven. Želimo odgovor, kaj bo z letališče po 16.7. Kakšne so aktivnosti, da ne pride do zaprtja
in da nam to pokažejo. Verjamem, da ne gre za skrivnosti, upam, da kljub neodgovorom naši lokalni skupnosti, verjamem, da pripravljajo načrt, vsaj upam, da pripravljajo. Zdaj, vi ste že poslali nekakšno vprašanje ministrici, do danes še ni bilo odgovora, čeprav razumem, je zdaj že to skoraj da mesec dni? Ja, odgovora še ni, znotraj te pobude, ker smo vseeno v petek kot lokalna skupnost, smo večkrat govorili o težavah in potem po 15.1., ko je prišlo do odpovedi, ugotavljamo, da ni rešitev, zato smo se pač dogovorili, da nekako kot predstavnik lokalne skupnosti pošljem apel ministrici v imenu vseh današnjih deležnikov, ki smo danes tukaj sedeli. Odgovora ni bilo, zato smo prejšnji teden sklenili, da poskusimo dobiti odgovor preko medijev. V primeru zaprtja mariborskega letališča sredi poletja bo v težavah tudi helikopterska nujna medicinska pomoč, ki rešuje življenja v severovzhodnem delu Slovenije. Kako pomembna je ta pridobitev, priča podatek, da so v lanskem letu izvedli okrog 280 intervencij, kar dokazuje smotrnost izvajanja te službe. 10 let so se borili za to, da imamo v tem koncu Slovenije to vrsto nujne medicinske pomoči. Kaj pa se bo zgodilo, če Aerodrom Maribor zapre svoja vrata? Ne vem vam povedati odgovora, praktično verjetno bo helikopterska nujna medicinska pomoč v našem delu Slovenije delovala naprej, iskati bo pa potrebno zelo ad hoc in na hitro in improvizirano verjetno neko rezervno rešitev, rezervno lokacijo, da bomo lahko imeli varno spravljeno naše plovilo in da bo lahko posadka operirala v glavnem normalno iz nekega prostora urejenega. Zaposleni in ostali dejavni na letališču Edvarda Rusjana so tako pozvali državne oblasti, naj prekinejo negotovosti in čim prej dorečejo prihodnost letališča. Morebitnemu zaprtju odločno nasprotujejo. Na kocki so namreč tako zaposlitve kot več kot 40-letna tradicija letalstva v Mariboru. Mariborsko letališče ima pomembno funkcijo kot regijsko letališče, saj izvaja tudi izobraževanja pilotov in kadra, ki se kasneje lahko tudi zaposli v regiji. Letališče je za komercialni promet zaživelo v letu 1976 in je še danes alternativno letališče mnogim letalskim družbam, ki letijo v slovenskem zračnem prostoru. Zdaj v prvi vrsti zaprtje pomeni morebitna izguba delovnih mest. Smo strokovni kader, katerega na tržišču dejansko ne dobijo iz danes na jutri. Vsa šolanja potekajo nekako med 3 do 6 meseci. Na tržišču, katerem smo v Sloveniji, je edino možno potem dobiti recimo v Ljubljani ali pa Portorožu. Glede na oddaljenost pa verjetno vsem ravno ni v interesu, da torej v primeru, da pride do zaprtja, kakšne posledice to nosi za regijo, konec konca za zaposlene, teh je koliko, 31, če sem prej prav razumela? Trenutno je 31 zaposlenih na Aerodromu Maribor d.o.o., medtem so pa tudi druge službe, katere obratujejo na letališču, se pravi policija, carina, meteo služba in pa kontrola zračnega prometa. Kaj se bo zgodilo z njimi, to pa mi odgovora na to vprašanje ne vemo. V nevarnosti je tudi obratovanje protitočne obrambe, ki jo izvaja letalski center. Premestitev celotne flote na alternativno lokacijo v primeru zaprtja pa je skorajda nemogoč poseg, so prepričani. Še dodatni izziv bi bilo ponovno odprtje letališča v primeru zaprtja sredi julija, saj ponovna pridobitev obratovalnega dovoljenja traja med 3 do 9 meseci. Kar v teoriji in praksi pomeni zaprtje letališča vsaj do konca leta. S pobudo tako pozivajo vlado, naj se jasno izrazijo, kakšni so načrti z mariborskim letališčem. Včeraj točno ob 11. uri je civilna iniciativa za ptujsko voznico uresničila svojo napoved in z mirnim protestom v obliki neprekinjenega prečkanja problematične Ormoške ceste vnovič opozorila pristojne, da so življenjske razmere ob tej cesti nevzdržne. Protest so izvedli, se kljub njihovim prizadevanjem zahteve po preusmeritvi tranzitnega tovornega prometa ostajajo neuslišane. Medtem pa se po Ormoški cesti iz dneva v dan vozi več tujih tovornih vozil, v zadnjem času še posebej veliko, saj je zaprt mejni prehod Mursko Središče. Civilna iniciativa pa že ves čas glasno opozarja na problematiko in posledično nujnost ptujske obvoznice. Civilna iniciativa se trudi, piše, sestankuje z pristojnimi, vendar prometa še vedno, ne samo da ga ni manj, še več ga je. In mi zahtevamo od pristojnih, da nemudoma preusmerijo tovorni tranzitni promet iz te ceste drugam. Lahko
To storijo na več načinov, lahko zaprejo mejna prehoda in Središče in Zavrč in preusmerijo tovornjake na Gruškove, lahko pošljejo tovornjake na vlake, ker imamo tudi železniško progo, kakorkoli že, zato so v državi pristojni plačani in naj nekaj ukrenejo. Mi več ne zdržimo. Kljub 20-letnemu čakanju prepotrebne ptujske obvoznice in večletnemu opozarjanju pristojni praktično ne ukrepajo. Dobimo dejansko zelo pavšalne odgovore, nevsebinske, da to ni možno, da se trudijo, dejansko pa obstaja vzporedna cesta višjega ranga in po zakonu imajo to možnost, da preusmerijo težki tovorni tranzit na to cesto. To je A4 avtocesta, ki gre od Gruškovja naprej in odkar je bila lani zgrajena, dokončana, smo mi pričakovali, da se bo to zgodilo, ker predtem je bil to izgovor, zdaj pa bomo videli, kaj bodo povedali. Prebivalci, ki živijo ob Ormoški cesti, so namreč že popolnoma obupani, saj jim je že 20 let kratena pravica do dostojnega življenja. Sprostiti se ne moreš, tudi ko je na travi, tudi če se, kaj bi rekel, imaš čas, stalno hrup. Kašljamo parkrat na leto, moja žena celo leto, ne. Je pa tak. To se mora nekako urediti. Država mora prisluhniti. Hrupno. Vsi počasi bolj glasno govorimo, ker smo že vsi malo bolj, bom rekel, naglušni. Ja, no. In kako je po noči? Ne spimo, se pravi, trese se vse. Poleti sploh ne smeš okno odpreti, tudi če imaš troslojna okna ali bilo kaj, se pravi, je hrup. Degradirano okolje do konca. V moji hiši je živeti nemogoče praktično, ali pa slabo. Tudi po noči? Ja, ob nedeljah je najhuje, ker ko se sprosti tovorni promet, ob 21. uri je tu v pol ure smo šteli enkrat več kot 100 tovornjakov. Prvič ven ne moreš, ker smo od hiše ven sploh ne moreš, čakaš po 10-15 minut, včasih še več. Kar pa se tiče ropota pa vsega ostalega, pa je nemogoče. Sicer mi tu pot ne seka do šole, ampak tu sem hodil dosti, hodim na sprehod, hodimo s prijatelji, tako da se poznano, ker čakaš en čas, nič se ne stavi, prometa je dosti, tu poznam dosti ljudi, sem bil tudi na obiskoh precej hrupno, tako da ne vem, ne predstavljam si, kako bi lahko tu spal vsak dan. Vidno nezadovoljni vozniki tovornjakov sicer razumejo situacijo, vendar so prepričani, da bi morali protestniki protest usmeriti proti državi in ne proti šoferjem. To je problem države Slovenije, vjerojatno, a ne nas. Ja sam samo ovdje vozač koji se nažalost moram ovdje voziti. Ali kužite ljudi koji žive na ovoj cesti? Sve ja kužim i ja isto živim tak nažalost kraj glavne ceste gdje se voze kamioni pa ne mogu si pomoći. Več razumevanja je pokazal mestni svetnik Andrej Čuš, ki se je protesta tudi aktivno udeležil. Mi moramo prvo nujno preusmeriti mednarodni tranzit na avtocesto, ker to tu na Ormoški je nemogoče. Potem pa se lahko pogovarjamo naprej o obnovah, o rekonstrukciji, pa seveda tudi o južni obvoznici, ki jo Ptuj rabi. In to ni problem Budine in Spuhlja, ampak to je problem celega Ptuja. In upam seveda, da bo tudi odziv politike tak. Spomnite se predvolilnih soočenj, vsi so govorili, kako so za južno obvoznico, danes pa tu ni nikogar, ne. Kljub vsemu kaže, da civilna iniciativa ima podporo lokalne politike, saj se je protesta udeležila tudi ptujska županja Nuška Gajšek, ki je prav tako prepričana, da je celotna občina iz strani države obravnavana neenakopravno. Ne samo ti prebivalci, cel Ptuj ima tak občutek. Spomnimo se samo, kaj se nam dogaja pri urgentnem centru, spomnimo se, kaj se nam dogaja pri regionalizaciji, kaj se nam dogaja pri decentralizaciji države, tako da mi imamo konstantno občutek, da smo tretjerazredni državljani in pač na eni točki bo temu potrebno reči ne in dovolj in potegniti črto in pač zahtevati, da smo obravnavani enakopravno, zato ker konec koncev vsi smo državljani te države. Edina prava rešitev za Ptujčane je torej hitra cesta od Ormoža proti avtocesti, ki bi bila pravzaprav tudi ptujska obvoznica. A čeprav jo pri Ormožu že gradijo, mimo Ptuja še trasa ni določena. Civilno iniciativo zato skrbi, da zaradi napovedane širitve in obnove stare ceste južne obvoznice okoli Ptuja sploh ne bo. V okviru občinske čistilne akcije občine Hoče - Slivnica so bili aktivni tudi učenci osnovne šole Dušana Flisa Hoče. Ob tem so izvedli tudi številne delavnice, dan pa so poimenovali Ekodan ni za manj. Rdeča nit pa so bile čebele.
Od čebele do medu je bila glavna tema minule sobote na osnovni šoli Dušana Flisa Hoče. Zakaj pa so si izbrali ravno čebelo? Zato, ker se nam zdi pomen ohranitve čebele za našo naravo zelo pereč v tem trenutku, saj se dogaja, da veliko čebel izumira. Mi pa smo želeli tudi otrokom približati pomen čebele, medu, zdravega načina prehranjevanja, pa tudi zato, ker vsi se dobro zavedamo, da narava ne bi bila tako lepa in barvita, če čebel ne bi bilo. Otroci so se skozi igro in zabaven način pouka skozi praktične prikaze naučili pomena čebele. Pripravili smo ustvarjalne delavnice, kjer smo tudi iz ekomaterialov izdelovali čebele, panje, panjske končnice in tudi pripravljali reciklirano hrano oziroma pecivo iz medu. Uživali so ob drugačnem pouku, od katerega so zagotovo odnesli nekaj novega znanja. Zdaj smo delali mi tu čebelnjake, eni pa so še delali hotele za čebele, tiste pa žuželke. No, danes sem prišla tukaj, da bi delala hotel za čebele in za žuželke, ampak se je malo drugače iskala, da sem samo lakirala za čebeljak. Ja, v bistvu se mi zdi kar fajn, čeprav malo ni všeč, da sem čisto sama. Drugače pa je zanimivo, ker se vseeno nekaj novega naučim. Izvedeli smo koliko odpadkov naprimer zberemo, jih recikliramo, pa tudi na splošno po svetu. Smo pa se tudi zavzeli tudi za čebele, kako poteka to, pa kaj jim koristi. Potem tudi smo tu neke stvari iz medu izpočeli, da pokažemo, kaj vse lahko iz tega naredimo, pa potem tudi iz take hrane, ko si ne bi več mislili, da je uporabna, naredimo nekaj iz tega. Moramo jih bolj čuvati, ker so zdaj izumirajo. Ne smemo jih tako izkoriščati, pa ne smemo pesticide uporabljati, ker so pomembne za preživetje rastlin, ker obledujejo rastline. Učenci razredne stopnje so med drugim očistili okolico šole in tako pripomogli k čistejšemu okolju tudi za čebele. V tradicionalni spomladanski akciji študentske organizacije Univerze v Mariboru je kri v 2 dneh na tradicionalnih lokacijah na Štuku in v UKC-ju darovalo 210 študentov. Tudi tokrat so se darovalci krvi lahko vpisali v register darovalcev organov in kostnega mozga. Študentska organizacija Univerze v Mariboru je v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor pripravila tradicionalno spomladansko krvodajalsko akcijo Čast in pol litra. Veliko je bilo takšnih, ki so kri darovali prvič, se pa potem vsako leto radi tudi vrnejo. Želimo spodbuditi čim več študentov, da darujejo ta nek čut za sočloveka, empatija. Nazadnje tudi mi nikoli ne, verjetno bomo tudi mogoče kdaj mi potrebovali kri. Vsakoletna krvodajalska akcija zagotovo pri študentih zbudi tisti humanitarni čut. Sicer pa člani študentske organizacije Univerze v Mariboru tudi skozi leto skrbijo, da ostanejo dobrodelni. V okviru oddelka za socialna in zdravstvena vprašanja študentov ŠOUM imamo vrsto projektov, med temi je tudi študentska delovna brigada, ki poteka poleti v 10 dneh, potem razni pohodi na Kalvarijo v okviru tedna zdravega zdravja, pohodi na Kalvarijo, na Pohorje, tako da ja, dosti imamo projektov. V Mariboru je v 20 letih kri darovalo več kot 3500 študentov, ki se zavedajo pomembnosti tovrstnih akcij. Ja, te akcije so v bistvu zelo pomembne zato, da se malo študentje sploh spomnijo, da je darovanje pomembno, da rabimo ves čas neke zaloge krvi, pa hkrati tudi, da v bistvu nekako količinsko zberemo zadostne količine, ker je vedno neko kot skoraj pomanjkovanje, če lahko temu tako rečem, smo vedno nekje na spodnji meji. Zakaj pa se študenti odločajo darovati kri? Zakaj pa ne? Mislim, če lahko nekaj darujem. Že tak na splošno sem v svojem kraju aktiven pri prostovoljnih gasilcih, pa zato tudi rečemo, se mi ne zdelo težko darovati pa s tem pomagati nekomu drugemu. Ker rada naredim nekaj, kar lahko drugim pomagam. In kako komentirate to akcijo študentske organizacije Univerze v Mariboru? Zelo odlično, ker spodbujajo študente, da naredijo nekaj dobrega in lahko pripomorejo k zdravju drugim, ker nikoli ne veš, da boš ti rabo pomoč od drugega, tako da se mi zdi odlično. Imam negativno, 0, tako da vem, da lahko marsikomu pomagam v marsikateri situaciji, tako da z veseljem rada priskočim na pomoč.
Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor skrbi za nemoteno zdravljenje bolnikov s krvjo v UKC Maribor, v Splošni bolnišnici Ptuj in Splošni bolnišnici Murska Sobota. Tedensko spremljajo zaloge krvi in jo nato tudi tedensko zbirajo. Mi nekako računamo, da v Mariboru na teden porabimo, v Mariborski UKC Mariboru porabimo okoli 300 enot krvi, okoli 100 enot v Splošni bolnišnici Maribor na teden in okoli 40 enot v Splošni bolnišnici Ptuj. Zato nekako v grobem jaz računam in sem planirala krvodalske akcije tako, da v severovzhodni Sloveniji na teden zberemo tu dobrih 420-430 enot krvi. Res pa je, da sprejemov mora biti več, saj so določeni krvodalci odklonjeni. Ta delež krvodalcev je lahko tudi 15% ali pri mladih celo 20%. Krvodajalcev je zaenkrat še dovolj in smo zato lahko samozadostni, čeprav pa statistični podatki že kažejo, da trend krvodajalcev v severovzhodni regiji nekoliko upada. Zato opozarjajo na pomembnost sodelovanja z mladimi in spodbujanja k udeležitvi krvodajalskih akcij. Prostovoljno gasilsko društvo Slemen pa je minulo nedeljo organiziralo že 3. dobrodelni koncert Na pomoč. Zbrana sredstva bodo namenili nakupu nove, nujne potrebne gasilske opreme. Tradicionalni koncert Na pomoč je ponovno navdušil obiskovalce. Ti so se lahko ob glasbi in smehu sprostili, ob tem pa ni bila pozabljena tudi dobrodelnost. Glejte, pa gasilcem je treba pomagati, to je prvo. Nikoli ne veš, da ga rabiš, ne? Dobrodelno, pa vredi vzdušje, pa vredi muzikanti, pa vse je bilo vredi. Da se lahko spomorejo, da si kupijo svoje pripomočke, kaj pač nujno rabijo. Pa malo smo se poveselili, malo smo se, sprostili. Da je gasilcem potrebno pomagati, menijo tudi nastopajoči. Gasilci so namreč tisti, ki žrtvujajo svoje življenje za pomoč drugim. Vsaka dobrodelnost pomembna, za gasilce pa še toliko bolj, ker ko mi rabimo njihovo pomoč, oni nesebično pomagajo in se mi zdi, da moramo mi tudi enako narediti za njih. To mislim, da ni noben problem nikoli pomagati. Posebej gasilcem. Z dobrodelnim koncertom so gasilci zbrali okrog 2500 evrov, vsa sredstva pa bodo namenjena nakupu zaščitnih čelad. V bistvu ideja je zrasla na mojem zelniku pred 3 leti. Dal sem pobudo na našem upravnem odboru, kateri se seveda strinjajo. Zbral sem si ekipo, še 2 fanta, katera mi pomagata, in 3 leta zapored zdaj v bistvu nam uspeva, da napolnimo dvorano. Vse nastopajoči dobimo zastojnice, pravi brez honorarja. Obiskovalci vidijo, da nekaj delamo na gasileriji oziroma da potrebujemo finančna sredstva. Rade volje pridejo pogledati. Zadrege pa moram reči, da zdaj letos več ni bilo takšne kot pred 2 letoma. Gasilci PGD Slemen že nestrpno vabijo na naslednji dobrodelni koncert, kaj pa pripravljajo, pa zaenkrat ostaje skrivnost. Futsalisti Futurenet Maribor so prejšnji petek, 5. aprila, v dvorani Lukna 6:5 opravili futsaliste FC Litija. Odigrali so prvo tekmo polfinala 24. sezone prve slovenske futsal lige proti 3. uvrščenim Litijanom. Naslednja tekma bo v petek 12. aprila v dvorani Lukna, ko bodo Mariborčani znova poskusili premagati Litijane. Trda petkova tekma je postregla za vzponi in padci. Preobrat Litijanov, ki so nadoknadili skorajda 5 golov. Gol za končni rezultat 6:5 so dosegli 4 sekunde pred sodniškim žvižgom. Res smo se borili. Pozna se manjko kvaliteto v napadu, da bom rekel, pri rezultatu 1:1 bi lahko mi prišli v vodstvo. Res smo imeli smolo pri nekaterih zadetkih in na pol lovili rezultat z vratarjem v polju, nekako prišli blizu, tako da bom rekel, smo optimistični za nadaljno serijo. V mariborskem taboru so bili s tekmo zadovoljni, njihov cilj pa je dobiti naslednjo serijo. Tekmo smo zmagali, mislim, da je bila tekma rešena na sredini drugega polčasa, ko smo odigrali. Potem smo malo, bom rekel, popustili, ampak vse je bilo pod kontrolo, tekmo smo zmagali. To je to 1:0 vodimo v seriji, kar smo želeli. Prva polfinalna tekma je bila naporna za igralce. Igralec tekme Teo Turk, član Futurenet Maribor, je dosegel največ golov. Tekma je bila trda, sploh prvi polčas. Litija je bila vse dobro taktično pripravljena na nas. Mi nismo zadeli, ker smo imeli priložnosti. Dobro, prvi polčas 2:1 smo povedali na koncu in to mislim, da je odločilo tekmo. Potem smo v drugi polčas stopili malo boljše in zabili še 4 gole in tekmo rešili. Na koncu je rezultat 6:5, ampak to ni nič tragičnega.
Saj je bilo, zadnji gol smo prejeli 4 sekunde do konca in na koncu zmagali zasluženo. Medtem pa je eden najmlajših igralcev pri FC Litija, Timotej Debeljak, dobil priložnost zaigrati med člani in se dokazati. Popraviti bo treba v obrambi, predvsem pri nas mlajših igralcih. Vidi se, da nimamo izkušenj, nimamo še toliko futsal kilometrine, vendar to se pridobiva in upam, da bomo v naslednjo tekmo šli boljše kot danes in zmagali tekmo. Ta bo na sporedu že ta petek, 12. aprila ob 20. v dvorani Lukna. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Ta četrtek, 11. aprila, se lahko udeležite javne debate o problematiki koroškega turizma, ki bo ob 18. v Narodnem domu Mežica. Neposredni prenos boste lahko spremljali tudi v živo na spletni strani večerkoroška.com in Facebook strani BKTV. Organizatorja sta časnik Večer in televizija BKTV. Ta petek, 12. aprila, pa bo v dvorani Lukna v Ljudskem vrtu druga polfinalna tekma med Futurenet Maribor in Futsal klub Litija s pričetkom ob 20. Toliko za danes, spremljate nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Ostanite še naprej v naši družbi in nasvidenje.